V mestni občini Kranj so pod vodstvom organizatorja Zveze tabornikov občine Kranj v soboto dopoldne izvedli že 20. čistilno akcijo Očistimo Kranj 2021, Kranj ni več usran. Zaradi epidemije COVID-19, tako kot lani, tudi tokratna akcija ni bila množična in je potekala v skladu in z navodili štaba civilne zaščite mestne občine Kranj, vseeno pa je na širšem območju Kranja čistilo okoli 1700 ljudi. Skupno so zbrali kar 16.480 kg odpadkov. Letos na 20. čistilni akciji smo kranjski taborniki skupaj z mestno občino Kranj, komunalo Kranj, enotami civilne zaščite in ostalimi usposobljenimi društvi, posamezniki, šolami, vrtci, ki jim ni vseeno poskrbeli, da bo Kranj spet v teh pomladnih dneh zadihal v lepši podobi, in smo organizirali čistilno akcijo, ki že 20 let v Kranju skrbi za to, da so pozimi pobrane smeti. Poleg tega, da pobiramo smeti, pa skupaj z komunalo Kranj pa z taborniki poskrbimo tudi vedno za spremljevalni program, ki je ekološko obarvan, ki opozarja na ekološke probleme. Tukaj že 20 let hodimo z roko v roki s komunalo Kranj in jim pomagamo pri vseh projektih od ločevanja odpadkov do zbiranja nevarnih odpadkov, do zbiranja elektronskih odpadkov, do opozarjanja na črne točke, na to, kaj sodi v kateri zabojnik, kaj ne. In tudi zdaj smo prisotni pri tem njihovem zadnjem projektu o Zero Waste ideji, ki bo počasi prišla tudi v mestno občino Kranj. Tudi danes imajo kranjski taborniki na glavnem trgu stojnico, začeli so z enim novim projektom Knjižnica stvari. To je tudi zelo ekološko obarvan projekt, kjer naj bi si ljudje sposodili tiste stvari, ki jih vsak dan ne rabijo, da jih ne bi kupovali in tako naprej. Če se pa vrnem k sami čistilni akciji, ste pa tudi sami že na poti do sem posneli, kako ena skupina čisti breg ob cesti, ki pelje na Jošta. Vsi vemo, da je Jošt kranjska priljubljena destinacija. In v zadnjem letu dni se je nabralo kar veliko, predvsem drobnih odpadkov, torej mask, pločevink, plastenk, te embalaže, ob poteh, kjer se ljudje rekreirajo. Pa žal moram tudi to povedati, da se v zadnje čase v gozdovih okrog Kranja, saj tam, ko sem jaz doma med čečami hrastjem, pojavljajo zapuščeni avtomobili, zdaj bomo že ta drugega, torej, kaj da bi korak nazaj stopili. Kaj bi še pozitivnega povedal? Pozitivno je to, da ljudem ni vseeno, da se je več kot 1600 udeležencev pridružilo akciji. Včeraj so že čistili otroci enega vrtca in pa dveh osnovnih šol. Danes ostali posamezniki, organizirane skupine, krajevne skupnosti, tudi župan, podžupan sta se nam pridružila, tako da kapo dol in res z naravo k boljšemu človeku, pa narava naj bo čista. Poleg organizatorjev kranjskih tabornikov so sodelovali še druge enote civilne zaščite mestne občine Kranj, komunala Kranj, številne krajevne skupnosti, prostovoljna gasilska in druga društva ter druge skupine in posamezniki. Jošt je res lep, najbolj priljubljena pohodniška destinacija v Kranju. Verjamem, da vsi pohodniki, ki so bili omejeni v času epidemije na svoje občine, da so to destinacijo vzeli za svojo. Neobhodno se tukaj potem pojavljajo tudi odpadki v naravi, ki jih pohodniki prinesejo. Seveda, te poti so v privatni lasti in sicer bi morala biti odgovornost lastnika, da skrbi za svoje parcele, ampak mislim, da je družbeno odgovorno, da ko občina organizira neko čistilno akcijo, da organizira tudi tam, kjer se zbira več podhodnikov in pač, če so nekateri toliko neodgovorni, da mečejo te odpadke v naravo, je odgovornost občine, da ko se organizira čistilno akcijo, da se te stvari počisti. Neugodno je videti, seveda, pač ne samo te manjše odpadke, najdejo se po kotanjah tudi kakšni večji, tudi kakšno pralno mašino smo že videli, ki jih je pač težko ven potegniti, zato imamo vzpostavljen zemljevid črnih točk. Občani lahko na tem zemljevidu sporočijo, kje so take lokacije občini in tabornikom kot organizatorjem akcije.
pa to omogoča, da lažje organizirajo čistilno akcijo, pa tudi pošljajo tiste malo jače ekipe na tiste bolj hude točke. Jaz upam, da teh 1400 ljudi, ki čisti danes, da jih ljudje vidijo, tudi pohodniki vidijo, pa da se mogoče kdaj vprašajo, da je potrebno vsak njihov odpadek, ki ga vržejo, je treba tudi iti tja dol pobrati, in upam, da bo to koga pač v glavi se dotaknilo, pa da teh odpadkov ne bo metal preč v naravo. Odpadki pač spadajo v koše za smeti, občina se bo trudila, da jih čim več postavi, da jih je čim več na voljo. Prosimo pa pač pohodnike, da ko grejo v naravo, ko grejo v hribe, splošno pravilo velja v Sloveniji, da tiste odpadke, ki jih neseš s seboj tudi odneseš v dolino. Tako da upam, da bo Kranj čim bolj zelen, čim bolj lep v prihodnosti in da bojo take čistilne akcije opominjali ljudi, da to ni način, da se meče v naravo. Kadarkoli začnemo tole čistilno akcijo, kot vemo, 20. po vrsti, se vedno spomnim tisti vers Federica Garcia Lorca, verde, que te quiero verde, zeleno, ker te ljubim zeleno. Zelena je barva žive narave, zelena je barva vitalnosti in ne nazadnje moramo omeniti, da je zelena povezana tudi z mestno občino Kranj, kajti slovenski in pa mednarodni ocenjevalci so prepoznali naš napor in pa trud, da Kranj razvijamo kot trajnostno destinacijo in da skrbimo tako za naravno in kulturno dediščino. Želimo, seveda glavna vizija je, da Kranj postane zelena destinacija, varna, prijetna in da se bodo tukaj predvsem lokalno prebivalstvo dobro počutilo. Vemo pa, da je sedaj tudi trend v turizmu, da novodobni turisti predvsem iščejo takšne zelene destinacije, kar Kranj sedaj tudi je. Vendar pa po drugi strani moram nekaj poudariti. Današnja akcija je pokazala, da moramo vlagati še precej napora, da bomo res postali čisto zelena destinacija. Vse te kupi smeti, vse te vreče, ki smo jih danes nabrali, pričajo, da zavedanje o tem, kako nujno potrebujemo korekten odnos do narave, še vedno ni v zavesti ljudi in tukaj nas čaka kar nekaj napora. Ampak glede na današnjo akcijo pa lahko rečem, da smo lahko zadovoljni. 17 krajevnih skupnosti je pristopilo k tej akciji, to se pravi mnogo več kot polovica. Tukaj je 1600 prostovoljcev iz različnih društev, posameznikov in konec koncev 20. po vrsti, kar pomeni, zahvaljujoč seveda kranjskim tabornikom, da v Kranju vseeno smo tisti, ki znamo poskrbeti za naravo. Tako da jaz bi se rad zahvalil vsem, ki sodelujete ali kakorkoli ste pripravili, da današnja čistilna akcija poteka res zelo dobro, organizirano, kljub tej epidemiji, pa vsi varnostni ukrepi se upoštevajo. Tako da še enkrat najlepša hvala, hvala tudi vam, da ste prišli, da konec koncev tudi objave v medijih lahko govorijo o tem, da se ljudje moramo zavedati, kako pomemben je zdrav odnos do narave. Hvala. Morda sem danes ste se udeležili čiščenja na Joštu, je poseben razlog, Ja. ste izbrali Jošt ali... Seveda, Jošt je poseben razlog. Veliko je bilo govora tudi na zadnji seji mestnega sveta o Joštu. Vemo, kaj se je v zadnjem času dogodilo, kar nekaj novih parkirišč je in pa seveda epidemija, ki je onemogočila, da se ljudje svobodno gibljajo in dejansko ostajajo samo v lokalnem okolju in posledično je seveda najbolj priljubljena destinacija Jošt, ogromno obiskovalcev. Vemo, da vse poti potekajo po zasebnem zemljišču in ravno zato s to gesto, da danes tukaj čistimo pobočje Jošta, želimo pokazati ljudem, naj imajo
spoštljiv odnos ne samo do narave, ampak tudi do lokalnih prebivalcev, kajti zemljišče je njihovo, to je konec koncev tudi njihov kruh, gozd, travniki, skratka, bodimo odgovorni in ravno zato je danes ekipa, danes sva tukaj z enim podžupanom, drug je v domačem okolju na Bregu, ravno zato sva danes podžupanom prišla, da resnično tudi najna prisotnost opozori ljudi, naj bodo spoštljivi sploh do tega dela Kranja. Vemo pa, da seveda to je najbolj priljubljena točka prebivalcev mestne občine Kranj.